Minuli konec tedna so v Odrancih pripravili že tradicionalno 28. Ajdovo noč. Petkov večer je bil glasbeno obarvan, v soboto popoldne pa se je 14 ekip pomerilo v kuhanju ajdove kaše. Tradicionalno prireditev pripravlja nogometni klub Odranci v sodelovanju z občino. V imenu organizatorja nogometnega kluba je bil naš sogovornik, tajnik kluba Dejan Čurič. Čurič pravi, da je organizacija dvodnevne prireditve, kakršna je bila minuli konec tedna, velik zalogaj. Zalogaj je zelo velik. Zahteva veliko volonterskega dela, zahteva veliko društvenega pristopa, predvsem veliko energije vseh članov in ni tudi majhen finančni zalogaj. Seveda, v največji meri je pa to zelo velik organizacijski zalogaj. Tajnika nogometnega kluba Odranci smo povprašali tudi, kdaj se je porodila ideja o Ajdovi noči. Leta 1994 je padla ta ideja, da se organizira neka prireditev v občini in tako je nastala Ajdova noč. Tako so imenovali tistega leta. Prireditev je rasla z leta v leto in sedaj se je razvila do te mere, kakršno jo vidimo sedaj. Vloga, ki jo odigra nogometni klub Odranci, je? Nogometni klub Odranci praktično v veliki meri organizira to prireditev, seveda s pomočjo občine Odranci, s pomočjo sponzorjev, ki seveda prispevajo svoj delež, da se ta prireditev sploh lahko izvede. V glavnem smo pa v veliki meri, kar se tiče organizacije v celoti, kot glavni organizator te prireditve. Seveda poleg organizacije tudi financiranje prireditve ni zanemarljivo, poteka pa s pomočjo sponzorjev. Sponzorji se odzivajo vsako leto pač po svojih močeh. Mi seveda iščemo, da je tega čim več, da nam seveda pri tem pomagajo, kajti to je zelo velik finančni zalogaj in vsekakor ta zadeva v lastni režiji skoraj da ni izvedljiva, če pri tem ne pomagajo sponzorji. Seveda tudi naša občina, ki je glavni pokrovitelj naše prireditve in seveda vsi ostali deležniki, ki k temu prispevajo. Kot je povedal tajnik nogometnega kluba Odranci Dejan Čurič, je soorganizatorica občina Odranci najpomembnejši partner pri pripravi in izvedbi tradicionalne Ajdove noči, zato smo se pogovorili tudi z županjo občine Odranci Barbaro Ferenčak. Organizator same Ajdove noči je nogometni klub Odranci. V sodelovanju z občino Odranci dotično tekmovanje v kuhanju ajdove kaše je nekako v domeni občine. Vesela sem, da se je letos spet prijavilo 14 ekip, ki bodo spet skuhale naš odranski bograč. Zanimiv je pogled na to, kako sami in na svoj način pripravijo vsak izvrstno kašo. Pri kuhi imajo ekipe vsaka verjetno svojo skrivnost, a vendar je osnova osnovni recept. Malo slanine, čebula in seveda kaša pa sol. Ajdova kaša je dejansko naša znamenita jed. Ena od teorij zarot pravi, da je Neil Armstrong na Luni srečal Odrančarja, ki mu je ponujal kašo, ko je ta pristal na Luni. Po pogovoru o kaši pa še nekaj besed o petkovem in sobotnem dogajanju. Petkov večer je nekako namenjen malo mlajši populaciji. Zabava poteka vzporedno na dveh prizoriščih. Na enem od prizorišč je elektronska glasba, ki je dobro obiskana. Glavni oder je pa namenjen običajno zabavni glasbi. Včeraj nas je tako zabaval Peter Grašo pa Parni Baljar Tribute Band. Danes pa se bomo zabavali, popoldne so se začeli zabavati naši upokojenci z lokalnim bandom iz Odranec, Kringer Band. Popoldan oziroma večernih urah po razglasitvi rezultatov tekmovanja pa se bomo zabavali z narodno-zabavnim ansamblom Zakapane. Obisk je bil vedno zadovoljiv, prilagodljiv glede na vremenske razmere, na čas, ampak ja, z obiskom smo zadovoljni. Za družbene dejavnosti v občini Odranci skrbi Elizabeta Grabnar, ki smo jo prav tako vprašali o 28. Ajdovi noči. V sklopu tradicionalne prireditve Odranske Ajdove noči vedno odbor za družbene dejavnosti občine Odranci prireja tudi tekmovanje v kuhanju ajdove kaše. Letos imamo kar lepo število, to je 14 ekip
Od tega imamo 12 ekip društev naše odranske občine, potem imamo eno ekipo pajdašev, ki se vsako leto udeležijo, in pa potem eno ekipo tudi samostojnega podjetnika. Tako so sami odrančari. Enoznačnega odgovora na vprašanje, kako pripravljamo ajdovo kašo, ni. Grabnarjeva takole pojasni. To so pa načini različni. To vsak pripravlja po svojem okusu oziroma po tem, kako so to prenesli rodovi od naših babič. A preden ajdo damo v lonec, jo je treba tudi pridelati, kar je v Odrancih tradicija. Gojenje ajde je bilo prav posebno, se je gojila v Odrancih. Nekdaj so to naši kmetje res obdelovali kar precej zemlje in to kulturo pridelali za prodajo in pa tudi za hrano. Med 14 ekipami, ki so kuhale ajdovo kašo, je bila tudi ekipa Kulturno-umetniškega društva Ajda Odranci. Naš sogovornik je bil Gregor Marič. Zdaj, od sestavin nekih velikih skrivnosti ni, bolje v začimbah. Potem osnovne sestavine so pa seveda čebula, potem slanina narezana na koške, seveda kaša, kot glavna komponenta pride na vrsto. Te se še pa recimo začini, za sol, popar, itak, te še pa ima vsaka skupina verjetno kakšne svoje skrite adute, ki jih doda notri, pa upa, da tisto pač doprinese te nekšno boljšo okusi, oziroma ko bo pač njihova kaša na podlagi tistega malo izstopala. To se očitno vse skupine vsako leto trudimo in s tem tudi seveda tekmujemo eno med drugo. Kakšen je recept za uspeh ali skrivna začimba, ki je potrebna za uspeh? Težko komentiram, zato ker mi še čakamo na svojo priložnost, ko bi recimo zmagali z našim društvom, ampak mogoče bomo letos, mogoče pa naslednji saj je glavno sodelovati. Po drugi strani pa odvisno je verjetno od tega, kako naletiš, pa kako recimo tudi ocenjevalcev, pač komu je verjetno tudi bolj všeč, eni imajo radi malo bolj začinjeno, eni manj začinjeno, ne vem. Če bomo zmagali, potem bomo z Martino povedati tisto skrivno komponento, če ne pa bo treba vprašati tistega, ki bo zmagal. Poleg pestrega dogajanja so poskrbeli na Ajdovi noči tudi za najmlajše in za druženje starejših. Po uspehu prireditve ne gre dvomiti, da se ji bomo lahko pridružili tudi prihodnje leto, pa naj bo kot tekmovalci ali obiskovalci.